Stoji tam gori partizan, ozira se vdaljavo, trgom mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Trgom mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Še tu je spije našo kri, razdira dom družine, viha nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Viha nad njim naj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Stoji tam gori partizan in kliče nam dolino, vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Ker ljubil jezik matere sem svoje, ležim v okovih temne ječe. Ker ljubim pesem, ki jo oče poje, bilo za njih je to na smrt moteče. Hoteli vzeti še i meso moje, mi tuje vžgali v prsi so boleče. Ko spomnim, draga, se obljube tvoje, ni te me strah, ne smrti me grozeče. Vem, jutri moral bom umreti, mati, ne joči, ne ogrni se v črnino. In zdaj še tebe prosim, dragi ati, obvaruj ženo pred to bolečino, ko sinek se rodil bo, sinek zlati, povej, da sem umrl za domovino. Mati piše pismo bilo, sin si živ, ne pišeš nič. Pismo v štajersko deželo, kljunčku nosi droben ptič. Tam se droben ptič ustavi, pismo bilo izpusti. Veter zašumi po travi, grob pa tiho govori. Reci
Spoštovana gospa Majda Godina, podžupanja občine Pivka, spoštovani gospod Gorazd Humar, predsednik društva Tiger Primorske, cenjeni obiskovalci. Lepo pozdravljeni na odprtju razstave Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi, s katerim v Parku vojaške zgodovine začenjamo letošnji ta veseli dan kulture. Lepa hvala najprej pevcema Ireni Rep in Rafaelu Zorku ter recitatorju Andreju Godini za ta uvod v današnjo prireditev. Res odličen nastop. Mogoče tema o Tigru, ki jo danes predstavljamo, ni najbolj vesela, saj izhaja iz enega najtemnejših poglavij v zgodovini zahodnega dela slovenskega nacionalnega ozemlja. A po drugi strani gre za eno najbolj junaških zgodb nacionalne zgodovine, polno domoljubja in junaštva, predanega boja za svobodo slovenskega naroda, pravico do lastnega jezika in kulture. Ker bo v sami organizaciji Tiger več povedanega v nadaljevanju, mi dovolite, da v tem uvodu še par besed kot navezavo na današnji ta veseli dan kulture. Gre za pojem Primorske, ki predstavlja nekakšen družbeni in kulturni fenomen. Primorska namreč ni naravno geografska enota, kakršne so druge pokrajine po Sloveniji in tudi drugod po svetu. Razteza se vse od Julicev do morja. Za Primorce se imajo tako izolski ribiči in trentarski pastirji, kraški vinogradniki in tukajšnji pivški gozdarji. Nekaj drugega torej povezuje to naravno tako raznoliko območje v enotno pokrajino. In to je njegova zgodovina. Dolga stoletja je bilo območje povsem nepovezano. Deželne, fevdalne, upravne, cerkveno-upravne meje so ga delile enkrat tako in drugič spet drugače, dokler ni bila po prvi svetovni vojni čez slovensko nacionalno ozemlje zarisana državna meja, ki je v narodovi zgodovini pustila neizbrisen pečat. Brutalna italijanizacija fašističnih oblasti je med Slovenci, živečimi na zahodni strani rapalske meje, zbudila neizmerno željo po ohranitvi materinega jezika in slovenske kulture. Ta cilj je povezal prebivalce Posočja, Brd in Goriškega, Idrijskega in Cerkljanskega, Vipavske doline, Krasa, Tržaškega, Istre, Pivke, Bistriškega in Brkinov v Primorce, borca za slovenstvo. Fašistični poskus raznorodovanja je tako izoblikoval kulturni prostor, ki ima drugačen, močnejši odnos do slovenskega jezika, slovenske pesmi in slovenske kulture nasploh. Veseli smo, da je danes z nami tudi podžupanja občine Pivka, gospa Majda Godina, ki jo prijazno vabim k pozdravnemu nagovoru. Spoštovani udeleženci in udeleženke današnje na odprtju razstave. Lepo vas pozdravljam v imenu občine Pivka in tudi v imenu našega župana Roberta Smrdelja, ki se opravičuje, da zaradi drugih obveznosti ne more danes biti na tem dogodku. Dejstvo je, da je danes nam samoumevno, da imamo svojo državo, svojo kulturo in svoj jezik. Vendar ni bilo vedno tako. Naš zgodovinski spomin je kratek in radi pozabljamo, da so se včasih naši predniki ne tako daleč nazaj borili za vse to in so bili pripravljeni in so tudi dali svoje življenja, da imamo to, kar imamo danes. Predvsem se moramo zavedati, da je mir dobrina, ki jo imamo danes, vendar v neposredni bližini se dogajajo spopadi, vojne in zaradi tega moramo biti čuječi in se zato truditi, da ohranimo to, kar imamo. Ta današnja razstava je en tak dogodek, ki nas opominja na to, da ne pozabimo vse naše zgodovine, ki so jo nekateri dali za nas. Hvala lepa. Društvo Tiger Primorske ima nalogo negovanja rodoljubnih tradicij organiziranega primorskega protifašizma. Rezultat tega truda je tudi ta razstava, ki je bila prvič predstavljena januarja letos v Evropskem parlamentu v Bruslju.
Čast mi je zato na oder povabiti predsednika društva, gospoda Gorazda Humarja, s prošnjo, da nas nagovori in predstavi samo razstavo. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu društva Tiger Primorske. Pravzaprav sem presenečen, da ste se v takem številu odzvali na otvoritvi današnje razstave. To mi samo da povedati, da je zgodba o tigru še vedno živa. Društvo Tiger Primorske je nevladna organizacija. Je nestrankarska in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Organizirani smo v 10 območnih enotah praktično po celi Sloveniji in v zamejstvu na Tržaškem, Goriškem in v Benečiji. Razstava, ki jo danes odpiramo, je sad dela, ki smo ga vložili skupaj z Narodno in študijsko knjižnico iz Trsta, ki ima shranjenega ogromno gradiva, celo sami so bili presenečeni, ko so privlekli svojih arhivov vse gradivo na plano, ko smo začeli izrisovati prve osnutke te razstave. Strokovni nosilec te razstave je zgodovinar Milan Pahor, ki ga žal danes iz zdravstvenih razlogov ni med nami. Njemu smo zaupali to nalogo, pri tem sem mu pomagal v največji moči, tako da smo uspeli v približno pol leta zbrati ogromno gradiva in pripraviti razstavo. Razstava je bila prvič predstavljena v Evropskem parlamentu v Bruslju. Tam nam je vrat odprl evropski poslanec Matjaž Nemec. 23. januarja letos. Razstava je imela kar velik odmev v mednarodni javnosti, za nas je bilo pomembno, da je na ta odmev naletela tako pri nas v Sloveniji kot v Italiji. Da je dosegla svoj namen, je pravzaprav bil takojšen udarec, ki smo ga registrirali 2 dni po razstavi, ko so nam fašisti v Padričah nad Trstom uničili tigrovski spomenik, ga popackali z italijanskim fašom, skladno stolkli napise. O tem boste lahko si vzeli revijo, naše glasilo Primorski rodoljub, kjer imate na naslovnici fotografijo spomenika, ki so nam ga uničili. Razstava je predstavljena na 13 panojih, ki pravzaprav zajemajo celoten zgodovinski lok zgodovine tigra. Namreč šli smo tudi v naslovu s predstavitvijo Slovenci med prvimi proti fašisti. Nismo bili prav prvi in tega ne moremo trditi, ampak med prvimi pa, poudarek je pa drugje, prvi organizirani proti fašisti. To pomeni, tigrovsko gibanje je bilo vse ljudski odpor primorskega ljudstva proti italijanskemu fašizmu, proti raznarodovanju. Na drugem panoju, ki ga imate tukaj, je zarisana Rapalska meja. Glejte, ta potek te meje je izjemno zanimiv. V Bruselj smo povabili tudi nekatere osnovne šole, ki nosijo imena po tigrovcih. Nekateri so se odzvali, v Sloveniji so 4 osnovne šole, ki nosijo imena po tigrovcih. In iz Tolmina je bila učiteljica zgodovine, ki sem jo vprašal, ali se otroci sploh učijo kaj pri zgodovini o tem obdobju italijanskega fašizma in o Rapalski meji. Ja, je rekla, veste, pri meni morajo otroci to mejo znati izrisati na zemljevidu. Sem bil kar presenečen, ko sem videl njen odgovor. Se pravi, da otroci točno se učijo pri zgodovini potek te Rapalske meje, za katero bi si jaz upal trditi, da v glavah na nek način obstaja še danes. Namreč to, kar je zahodno od Rapalske meje, ima bistveno, to je Primorska, ima bistveno močnejši protifašistični, je nosilec proti fašizma, dosti bolj kot tisti del Slovenije, ki je na drugi strani. V Ljubljani malo vprašajte o Rapalske meje, vam bo malo kdo vedel odgovoriti. Vendar tiger
kot vseljudski odpor in odgovor italijanskemu fašizmu, jaz bi si ga upal definirati kot enega od stebrov, podpornih stebrov nastanka naše svobodne države Slovenije, kajti tigrovci so bili državotvorno gibanje. Oni so se borili za priključitev Primorske k matični domovini. Glavna točka njihovega programa je bila priključitev k matični domovini. In nedavno je slovenski parlament sprejel zakon in potrdil besedo priključitev. Prvi so jo uporabljali prav tigrovci in nedavno smo bili v Trstu v Narodni študijski knjižnici, kjer smo dobili kopije tigrovskega časopisa Svoboda in tam je jasno večkrat uporabljen izraz priključitev, ne vrnitev, priključitev. Tako da bi rekel, to poimenovanje, to je zasluga tigrovcev. Razstava začenja z letom 1920, ko je prišlo do požiga Narodnega doma. To je bil globok rez v slovensko dušo in slovensko srce. Ne samo, da je pogorela stavba, pogorelo je kulturno središče Slovencev v Trstu. Isti dan so uničili tudi vrsto drugih slovenskih kulturnih in gospodarskih ustanov in dogodek leta 13. julija 1920 je pravzaprav bil tisti dogodek, ki je začel rojevati vse močnejši protifašistični upor. Leta 1922 z Mussolinijevim pohodom na Rim, Mussolini ni šel na Rim, on se je skrival v bližini meje za Švico, da če bi pohod ne uspel, da bi lahko pobegnil v Švico. To je zgodovinsko dokazano. In še z ljubico v nekem hotelu. Tudi to je dokazano. Tako da šele ko je bil pohod na Rim uspešno izveden, je prišel v Rim in začel z vladavino. Takoj po tem je leta 1923 bila uvedena šolska reforma, znana pod imenom Gentileva šolska reforma, ki je iz šol vzela slovenski jezik, ga prepovedala in uvedla izključno italijanščino. Sam Mussolini je rekel, da je bila Gentileva šolska reforma najbolj fašistična od vseh fašističnih metod. Sami dobro veste iz prepovedovanja starih staršev, kaj je to pomenilo. Otroci niso smeli govoriti po slovensko v šoli, niti v času odmorene, bili so otepeni, bilo je tukaj veliko nasilja nad otrocmi. Učiteljica, upokojena Irma Vilotič, ki je hodila v italijansko šolo, je povedala, ker je govorila slovensko, je učiteljica naložila na iztegnjene roke knjige italijanske, ki jih je morala držati na tak način do onemoglosti. Ona je pričela jokati in bolj, ko ni mogla več, mislim, da jih je spustila na tla. To je bila samo ena od takih metod. Jasno, da je s tem začel upor proti fašizmu naraščati. Leta po uvedbi Gentileve reforme, tu imate na 4. panoju tudi velik napis, ki je vesel v vseh trgovinah, gostilnah, qui si parla soltanto in lingua italiana. Se pravi, samo italijanski jezik in čisto nič drugega. To je bil izrazit. Protifašistični odpor je začel naraščati. Leta 1927 pride na Nanosu do ustanovitve protifašistične organizacije Tiger. 6 mladih fantov se je zbralo na Nanosu, sestavili so načrt delovanja in se dogovorili, kako bojo šli naprej. Tiger se je začel potem kapilarno razvijati po celotni Primorski. Ne obstajajo točni podatki o tem, koliko tigrovcev je bilo v tigrovskem gibanju. Številke sega od 3 do 5 tisoč, vendar lahko govorimo o veliki številki.
pripadnikov Tigra. Bili so namreč organizirani v trojkah, ki so bile tajne in samo eden je imel povezavo z drugo trojko, tako da ni bilo nobenih evidenc. Konspiracija je bila tukaj maksimalna, tako da je tudi danes in kmalu po vojni je bilo težko zbirati o tem podatke, o tem, koliko tigrovcev je delovalo. Razstava se naprej sprehodi skozi tudi druge oblike delovanja, od bratovščine, črni bratje. To so bili otroci, pravzaprav 14-letniki. Mirko Brezavšček je bila najmlajša žrtev, ki so jo fašisti ubili. 14-letni fant, ki je bil v Gorici, organizirani so bili v skupino Črni bratje, delovali tudi, zbirali orožje, tako da bili so potem manjamonti, planinci. Tigrovsko gibanje se je širilo skozi mladinske, planinske pohode. To je bil edini izgovor, da so se daleč od policijskih postaj, da so se mladi lahko zbirali. Kmalu pride do prelomnega dogodka. To je prvi tržaški proces. Tigrovci, borba je bila tržaška veja Tigra, tako da v bistvu jemljemo borbo in Tiger kot enovito protifašistično celoto. Leta 1929, ali je bilo že, ne mislim, da je bilo v začetku 1930 leta, nastavijo bombo, eksploziv v uredništvo fašističnega časopisa, ki je dobesedno vsak dan pljuval po Slovencih, v uredništvo. Zvečer ob 11. uri približno bomba eksplodira, eden od urednikov je bil tam in je umrl. Drugače, Tigrovci so požigali in uničevali tudi šole in vrtce. Po noči, ko ni bilo nikogar njemu, rekli so, uničiti želimo potujčevalnice slovenskih otrok. Vendar ta eksplozija v uredništvu časopisa Il Popolo di Trieste, to je veja fašističnega časopisa Il Popolo d'Italia, Mussolinijevo glasilo, zareže, sproži močno policijsko akcijo, pride do prvega tržaškega procesa, ko se je posebno sodišče z Rima preseli v Trst in na smrt obsodi 4 fante, ki so bili 6. septembra zgodaj zjutraj ustreljeni v Bazovici. Smrt teh 4 fantov ni povzročila drugega kot samo nadaljevanje protifašističnega boja. No, na enem od panovjev, mislim, da je zadnji tukaj v vrsti, imate prikazano časovnico od leta 1920 do leta 1941, kaj se je v tem času vse v tem tigrovskem boju dogajalo, tako da je ta časovnica zelo pregledna in ko jo boste preleteli, boste dobili celovitejšo sliko o vsem skupaj. Protifašistični boj ni potekal samo skozi tigrovski boj, ampak je bil to tudi kulturni boj. Nekdo je rekel, da so pravzaprav bili Tigrovci prva potujoča knjižnica v Sloveniji. Zakaj? Ker so v nahrbtnikih iz Jugoslavije, iz Ljubljane nosili slovenske knjige na Primorsko in to je bil v bistvu boj za slovensko kulturo. Ta kulturni boj se je manifestiral morda najbolj skozi dejavnost in skozi poslikave slikarja Toneta Kralja. Teh poslikav je tudi na Notranjskem kar nekaj. Mislim, da je preko 50 primorskih cerkva, ki so poslikane z njegovimi poslikavami, ki imajo močno protifašistično noto, celo z karikaturami samega Mussolinija, Hitlerja in drugih fašistov. Je Tone Kralj sporočal duh protifašizma Primorcev, ampak še pomembneje je to, da njegovi naročniki so bili pa primorski duhovniki, ki so bili nosilci združeni v bratovščino svetega Pavla.
kolikor mi je znano, jih je bilo nekaj čez 250, ki so dali temu proti fašističnemu boju posebno noto, rekli so, da v zakristijah je potekalo zadnje tisto skrito poučevanje slovenskega jezika. Potem je tukaj tudi zgodba o slovenskih kulturnikih, o pesniku Dragobajcu iz Vipave in pa o novinarjih časopisa Edinost, ki so delovali v Gorici, med njimi sta bila tudi dva ustanovitelja Tigra, Zorko Jelinčič in pa Albert Rejec, to je slika tam zadaj. Posebej je zanimiv primer pesnika Draga Bajca z Vipave in tudi razstavi smo dali naslov Ko so ječali tečaji Evrope. On je že leta 1927 napisal in pravzaprav skozi pesem povedal, da so takrat začeli ječati tečaji Evrope, ki so počeli potem leta 1939 z napadom, že prej z nastankom fašizma v Italiji, nacizma 1933 v Nemčiji in z napadom, potem prvim napadom na Nemčijo 1939 leta na Poljsko. Rusija je prišla 41. leta na vrsto, tako kot Jugoslavija. Pomemben mejnik v tem tigrovskem boju je tudi drugi tržaški proces, ko se je posebno sodišče spet preselilo iz Rima v Trst, obsodilo, mislim, da je bilo nekaj čez 60 obsojencev na 980 let ječe. Več jih je obsodilo na smrt, vse smrtne obsodbe niso bile izvršene, recimo Dorče Sardovč je bil obsojen na smrt, pa je bil tik pred ustrelitvijo oproščen, medtem ko so 5 fantov na občinah, sedaj 15. decembra bo slovesnost na občinah, leta 1941 ustrelili. Predtem bi omenil še, kar sem preskočil, Malo Goro 13. maja 1941. leta, ko je prišlo do spopada 3 tigrovcev z italijansko patruljo, ki je bila sestavljena iz 4 italijanskih karabinjerjev in 3 domačih orožnikov. To je prvi primer, ko so domači kolaboranti streljali na tigrovce. Mala Gora je bila v politične namene zlorabljena večkrat, o tem ne bi sedaj govoril, vendar jaz sem vedno rekel, da Mala Gora si zasluži nič drugega kot časten spomin in nič drugega in mir na tistem mestu, ker je mesto preveč sveto, da bi z njim manipulirali v dnevno politične razmere. Tako da, če zaključim, ocenjujem, da razstava prikazuje celoten zgodovinski lok tigrovskega gibanja in kar jaz sem prepričan, moja želja je, ampak ne samo moja, jaz sem prepričan, da bo tigrovsko zgodovinjenje pomembno je tudi, kako ga bo Slovenija čutila ne danes, ko recimo odpiramo tako razstavo, čez 1 stoletje, čez 2 stoletji, da bo imelo enak status, kot ga je imel slovenski protestantizem, ki ima posebno mesto v slovenski zgodovini. Prepričan sem, da ga bo imel tudi Tiger. To je bil narodni boj, ki ni imel nobene politične osnove, v tem pogledu je bil čist, vseljudski odpor vseh družbenih slojev, od kmetov, intelektualcev, duhovnikov, kulturnikov in tako naprej, tako da to je bilo izjemno gosto prepleteno in ni imelo nobenega političnega predznaka. In to je treba spoštovati. Hvala lepa. Hvala, gospod Humar, tako za nagovor, kot tudi za pobudo, da razstava gostuje tu pri nas. Z veseljem smo jo umestili v program muzeja in bo tako na voljo našim obiskovalcem do konca božično-novoletnih praznikov. Hvala torej društvu Tiger Primorske, Narodni in študijski knjižnici v Trstu in vsem drugim organizacijam, ki so sodelovali pri pripravi razstave. Hvala tudi vsem vam, ki ste prišli na tole odprtje in s tem počastili zgodovinski spomin na organizacijo Tiger, pa tudi ta veseli dan kulture. Naj bo res lep, vesel in sončen. Hvala lepa. Yeah.